Že. A poznate koga, ki bi bil nečem najboljši na svetu? Svetovni prvak, svetovni rekorder. 7 milijard ljudi ali koliko je in noben ni boljši od tebe. Ful je zanimivo iz te perspektive to slišati. Jaz se to ne interpretiram na tak način. Čeprav se je ta šport podala, po svojem 30. rojstnem dnevu je že 6. tekmovalno sezono dosegla svetovni rekord. Jaz se nočem nekaj omejevati. Jaz sem v bistvu čutim, da sem v tem nekem vedno bolj v nekem flowu. Z enim samim vdihom se potopi na 113 metrov. 13, pa še 100. Znanstveniki so rekli, da se človek ne more potopiti globlje od 50 metrov. Obviously, it's not true, ne? Moja današnja gostja je morska deklica Alenka Artnik. Uživajte na eni vožnji. Nekaj sonce, ne morem verjeti. Čakaj, zdaj iz Ljubljane. Ja, še to. So mi rekli, da morate zvonček poklikati, da boste dobivali obvestila, da je objavimo nov video. Čau. Čau. Kakor skočim notri. Najboljš narediš. Se bom potem tukaj razkomotla. Ja. Čau kamera. Nič mi nisi odgovorila, imaš kakšne preference glede hrane pa to? Jaz nisem jem mesa, imam pa rada bolj mediteransko hrano. Dober dan, restauracija Tabor, Mateja, prosim. Živijo Mateja, Igor Pavletič pri telefonu. Eno mizo za 2 bi rabil, čez 40 minut. Dogovorjeno. Hvala, se vidimo. Moram reči, da imam prav tremo, ko v življenju nisem nobenega srečal, ko bi bil nečem najboljši na svetu. Ampak nekdo, da je svetovni prvak, da je svetovni rekorder, 7 milijard ljudi ali koliko je in noben ni boljši od tebe. Ful je zanimivo iz te perspektive to slišati. Jaz se to ne interpretiram na tak način, ampak ja. Jaz sem sigurno gledal 30krat ta tvoj potop. Kar me je fasciniralo, da v nekem trenutku nehaš plavati, in kako to pol šopaš dol, ne? Ja, dejansko tonem. Meter na sekundo, nekje poprečno. In to se pa zgodi zato, ker se v bistvu zaradi pritiska, okolja, v bistvu zrak v telesu se stisne. Tako. In potem postaneš v bistvu, ne da si ploven, postaneš negativno ploven. Ker se zrak tako stisne in si v bistvu kot kamen in začneš potem toniti. Kaj pa pol gore pa ful energije treba, da gre? Pol moraš pa ful, ja. Ker ravno to, ker v bistvu pa za dol si negativno ploven, se pravi toneš, ampak potem ti za nazaj moraš iti proti ti sili in rabiš v bistvu več energije za to, da se premakneš. Ker če si ti pri miru tam spodaj na 100 metrih, ti toneš. In zato moraš ti še toliko več energije v bistvu porabiti za to, da prideš nazaj gor na površje. Kaj pa rescue se pa začne tam, kaj? Ti fantek sem jih videl, to je bilo kaj, 40 metrov, 30 metrov. Ja. Zdaj si sam, v bistvu, mislim, za varnost je ful poskrbljena. Tako da, če bi se mi eventualno nekaj zgodilo na 100 metrih, te potegnejo gor. Si pripet s to zajlo, si pripet gor na to glavno vrv, ker je v bistvu ta vrv je na takemu sistemu kot ena utežje, mislim, kot ena tehnica. Counterbalancing se temu reče. In dejansko, če se ti kaj zgodi na 100 metrih, te potem oni gor potegnejo. Vedno je prisotna sonda in sonda te v bistvu potem spremlja, točno vejo, na kateri globini si, če se premikaš, če si ustavil. In tudi poleg tega držijo gor v bistvu ta varnostni potapljač ali pa sodnik vedno drži tole vrv, ko greš ti dol in točno s temi tresljaji ve, kje si ti, kaj se dogaja. Ampak kako se pa pol ponesrečila ta tvoja mentorca, trenerka? Lahko sem to rečem, neke zelo čudne okoliščine, skratka mi še zdaj ne vemo, kaj se z njo v resnici zgodilo. Ona je dolga leta držala ta rekord, 101 meter. Je bila edina ženska, ki je šla čez 100, magično številko 100. In mislim, da potem od leta 2016, mislim, da so bile potem pa ena Hanako, Japonka in pa Alessia, s katero se tudi delim ta rekord, sta bile potem naslednji dve, oziroma prvi dve, ki so potem šle čez tudi to cifro magično. Fantje so pa na 130 prišli sem pa izraziti. A to je sin njen ali... Ja, Aleksej. Ti si najprej usvojila en rekord, ki je bil 105 metrov, pa si pa v enem letu še 8 metrov dodala. Ja, kar je ful. Veš kako je, ne? V bistvu lani, ko sem naredila teh 105, predlani sem naredila prvič 100 metrov. In jaz sem pač preprosto presodila, da 105 je za eno sezono je enough, je dovolj. Takrat sem čutila, da rabim več izkušenj, da rabim več potopov okoli te globine.
In tudi v bistvu bila je tudi ena taka malo bolj specifična situacija, zaradi tega, ker smo se dajali nekako, je bila ta neka tekmovanje med mano, Alessijo in to Japonko Hanako. Ne. In jaz nekako nisem želela biti del te igre. A tukaj na teh tekmovanjih so nagrade denarne? Niti ne, gre se bolj za ta prestiž, kdo bo osvojil ta laskavi naslov, kdo bo osvojil ta rekord. In jaz sem se pač preprosto odločila, da se bom ustavila in da ne bom šla za to lovoriko, ker se mi je zdelo, da ni okej, ker to je v bistvu jaz moram sebe poslušati in je izredno pomembno, da imam tlele razčiščeno svojim egom in da ne pretiravam in da se ustavim, ko čutim, da je to. Kje sem prebral, da ti praviš, da se najbolj varno v teh potapljaš? Ker ni freedivera na tem nivoju, ki bi imel same bele kartone. To pomeni, karkoli napovem, vedno naredim ta potop. Kaj, takrat, ko se primeš pol gor, ko počakaš, te oni gledajo, ti si zasebna, če si dobiš tam zap, če ti ne priznajo potopa. Ja, res je. V bistvu, tudi ko prideš ti nazaj gor, nisem dovolj, da si tam ti v vrvi, ti moraš narediti en protokol. Nekaj vem, da si pomahala. To sem potem na koncu za kamere, sem malo pomahala, ampak v bistvu moraš vse gadžete dol iz obraza dati, recimo, ne vem, če imaš masko, daš masko dol. Ti se brez maske potapljaš? Jaz sem brez maske. Zakaj je to? Zato, ker potem moraš še čez masku izenačevati tisti pritisk in je pač ni komod. Ampak kdaj pogledaš, ko se potapljaš? Ja, odprem oči. Mislim, zdaj sem po mojem, ne vem, se mi že oči adaptirali, kaj, ampak jaz že kar dobro vidim tam spodaj. No, tako da ni tema, ki me vedno sprašuje, če je tema, ni tema. Ampak a ti veš, v koliko dobri formi si, ko se dotakneš tistega krožnika, listek vzameš ali karkoli narediš? Jaz to vem že pred potopom. Ti tak najaviš globino. Konkretno na tem svetovnem prvenstvu, jaz sem prišla en mesec prej tam, da sem se navadila na setup, da sem stopnjevala formo. Ne smeš prehitro začeti, ker se lahko mentalno in fizično ful skoriš, to so izredno naporni potopi. Fajn je, da delaš te potope na tisti lokaciji, kjer je potem sama tekma, da se nekako privadiš na ta setup, da se znaš lepo pomiriti pred samimi potopi. A veš, kaj se mi zdi neverjetno? Ne? Po 30. rojstnem dnevu se lotiš potapljanja, 6. tekmovalno sezono, svetovna rekorderka. Kje so meje, če v 6 letih dosežeš to, kar noben drug na planetu ni? Ja, jaz mislim, da ne vem za zihar. Nekaj mi pravi intuicija, da mi ne štekamo nič, ne razumemo, kakšen potencial ima naš in ne razumemo energiji, ne štekamo. In jaz mislim, da imamo mi tukaj še ful enega potenciala in enih rezerv. Kogarkoli obrneš, tvoj potop na 113 metrov je trajal 3 minute 50. Ja. 4 minute brez zraka je pa varno za možgane. Koliko ti lahko še podaljšuješ potop? To varno za možgane, to je brez veze, zato ker v bistvu tudi znanstveniki so rekli, da se človek ne more potopiti globlje od 50 metrov. Obviously, it's not true, ne? Mislim, tako bom rekla. Jaz ti ne morem zagotovo povedati, če bi vedela, bi ti povedala, ampak jaz ti govorim iz neke intuicije. A misliš, da lahko tako iz 130 prišel 205 osvoji? V tej fazi se to zdi neverjetno, ne? Se to zdi nemogoče, da bi lahko to človeško telo naredilo. Ampak bomo videli, kaj bo čez 100 let. Jaz zmeraj mislim, da je napredek nekako pogojen s tehnologijo. A je v opremi, kaj je pri vas? Vsekakor je v opremi, samo gledaj, oprema bo prišla do neke točke in to bo to. To ne bo človeka ponesla na 200 metrov ali pa 150 recimo. Dajmo biti malo bolj rezervirani, malo bolj realni. Ko ti bo dali gor propeler na monofinko, to ne bo več veljavno. Zakaj se s temi plavutkami manj potopiš, kot na monoplavutju? Zato, ker je v bistvu monoplavutka je full reaktivna. Ti v bistvu pri monoplavutki, to je pač ta dolfin gibanje, ti uporabljaš celo telo, uporabljaš trup, ki je izredno močno, in noge. Medtem ko pri teh normalnih plavutkah pa dejansko ti sam brcaš z nogami, tako da moraš porabiti veliko več napora. Čudno mi je, da niso te, ki proizvajajo potapljaško opremo, glavni sponzorji. Ni neki fulnari v tem, tako da z njimi je to zelo težko. Oni ti dajo opremo, malo več kot toliko pa ne. Sponzorji te nič ne pogojujejo s tem, kaj moraš doseči? Zelo so korektni do mene, ful so cool in dobro se tudi vejo, mi zaupajo. Jaz sem tudi vejo, da sem pač 100% predana temu, kar počnem. Zdaj tudi recimo sponzorji, nekateri niso iz teh naših voda, so iz neke popolnoma druge scene. Naprimer Krapovič je moj glavni sponzor. Ni se pravi neke dirke za dosežen svetovni rekord, denarna nagrada? Teh nagrad še ni zaenkrat. Jaz mislim, da je še mogoče
premalo popularen še šport. prehitro je, ker v bistvu je še kaj fora. Šele 2016, pred 3 leta nazaj, so prvič v bistvu na tekem svetovnemu prvenstvu vključili tole podvodno kamero, ki te lahko spremlja. A imajo tudi live stream? Ja, imajo. Ti si lahko v avtu, se furaš in gledaš mene tam na drugem koncu sveta live. In to je šele 3 leta nazaj. Tako da tudi od takrat naprej so se zadeve začele korenito spreminjati. Poleg tega, da v bistvu ta šport sam po sebi je ful popularen zdaj in se ful širi. Na svetovno prvenstvo pride koliko tekmovalcev? To je malo odvisno tudi od lokacije. Kar je pomembno je to, da v bistvu na tako velika tekmovanja pridejo vsi najboljši freediverji. Koliko žensk se je potopilo več kot 100 metrov? Zdaj mislim, da jih je koliko nas je. Letos je še ena pupa, jaz mislim, da zdaj nas je na 6-7. Ni zato treba imeti ful nekih predispozicij in tako? Ne rabiš biti neki ful, bom rekla, netreniran. To je ful pomembno, da imaš nekoga, ki te zna lepo peljati v to zadevo, da ti zna prikazati, da ti pokaže, kako se potapljaš, kako se pomiriš. Ta pomiritev, ta relaksacija je izredno pomembna, to je najbolj pomembno pred potopi. Ena ključnih veščin je, koliko ti znaš sebe umiriti pa kontrolirati telo. Točno to. Prisotnost, fokus, body-mind awareness, pravi ta povezava telo, to je ful pomembno. Kje si se pa tega učila? Jaz sem v bistvu, bom rekla, kar samouk, ker tudi v tem športu v resnici pač pri nas ni nekih trenerjev v Sloveniji. A imaš tudi kakšnega duhovnega vodja, ki ti to pomaga delati? Ne, jaz to v bistvu vse sama nekako študiram, ker mene pač te zadeve zanimajo. Mislim, po temu tvojemu športu so profesionalni trenerji tudi? So, ja. In tudi, se pravim, tako kot se ta šport razvija, potem tudi seveda vedno več teh trenerjev tudi. Ker nisem plavalka in ne prihajam iz te scene, meni v bistvu ta dolphin kick je še zmeraj precej, bom rekla, ni naraven in sva zdaj za trenerko, ker imam pa trenerko, ki me prav za to pripravlja oziroma mi pomaga pri tehniki. Delava zdaj zelo veliko na temu, ker imam pa tukaj še zelo veliko rezerve. A pa tudi hitrost potopa pa dviga kaj šteje? Tako je, zdaj v bistvu hitrejše, ko plavaš, več porabiš. Več energije porabiš, več kisika porabiš, tako da v bistvu moraš biti ful ekonomičen, moraš znati ugotoviti, kateri ritem, katera hitrost v bistvu ti najbolj paše. Po drugi strani ne smeš prehitevati, oziroma ne smeš biti prehiter, ker moraš biti sproščen. Tako da moraš najti resen tak ritem, ki v bistvu, da si efektiven, ampak da si tudi kljub temu sproščen. Koliko časa misliš, da ti lahko še tako športno napreduješ? Jaz v to ne verjamem, da starejši ko si, da si, biologija je eno, valjda seveda pač verjetno si manj zmožen. Ta šport je specifičen tudi z tega vidika, da so v bistvu izkušnje so ful pomembne. Izkušnje so izredno pomembne, glava je izredno pomembna. A je neka paralela z alpinizmom? Ja, po mojem, da ja. Jaz sicer tega še nisem počela, si želim. Ti bom znala več povedati, ko bom probala. Kje pa vidiš svojo pot, recimo rečeš, zdaj pa jaz s tekmovalnim delom bom prenehala? Vsekakor lahko recimo s kakšnimi temi workshopi, ne vidim se toliko v teh nekih tečajih, ker bi bilo preveč. Mislim, jaz si želim to držati, ta freediving za sebe. Kaj pa misliš, da je ultimativen cilj, ki ga lahko dosežeš? Kdaj se ustaviš? Glej, jaz tako ti bom rekla, jaz sem že po tem, ko sem postala svetovna rekorderka in prvakinja, jaz sem takoj v bistvu začutila, da meni to ne bo dovolj. Jaz sem v bistvu to naredila, in sem začutila, da to absolutno za mene ne bo dovolj. To je po mojem glavni razlog, da jaz pravzaprav treniram in tako naprej. Je to, kar sem že prej omenila, ta naš ta potencial, ki ga ne izkoriščamo. Pač naša družba nas ne podpira pri tem, mi smo izredno fizični, izredno telesni in tudi ful racionalni, ful hočemo se z nekim razumom razumeti, ampak nismo samo to. In je fajn, v bistvu, da odpremo malo našo perspektivo in da vključimo oziroma da delamo na vseh teh segmentih. Jaz se nočem nekaj omejevati. Jaz sem v bistvu čutim, da sem v tem nekem vedno bolj v nekem flowu, v nekem tem toku in si daš nek okviren plan, recimo za naslednje leto, če govorim konkretno iz vidika športa, iz rezultatov, ker vem, recimo, na čemu lahko še delam in koliko se lahko še, koliko lahko mogoče še pridobim. Kaj se ti pa zdi, da je bila najbolj tvegana odločitev? Na začetku, se pravi 4 leta nazaj, ko sem jaz spakirala svoje kovčke in vse pustila za sabo v Sloveniji, s sestro sva prodali stanovanje in sva se med odločili v tisti fazi, da
da prodava ta dom in da investiramo v najno prihodnost. Takrat sem jaz potrebovala res nek pogum, ki mi še dan danes ni čisto jasno, Od kje je bil? od kje je prišel. Da mi povej, kaj misliš, da bi se lahko en profesionalni športnik kot tebe naučil? Ne mislim v potapljanju, lahko v katerem koli drugem športu. Iz vidika športa vsekakor, mislim, dobro, ena lekcija meni je bila ful dobro, ko sem se pretrenirala. Tako sem pretiravala, ker sem šla čisto z egom v te treninge, to je bilo še prej, sem začela globine trenirati, to je bilo za eno svetovno prvenstvo v bazenskih disciplinah. In toliko sem pušala, da sem se skurila. To pa nikaj, da greš to na to destinacijo, da ti vsak dan na 100 metrov prideš, pa naslednji dan 101, pa 102. Ne, ni šans, jaz imam 2 dni imam frej. Ti potopi so tako naporni za telo, da se rabim 2 dni, da pridem k sebi, da sem sposobna se spustiti potem spet toliko ali pa malo globlje. Daj si rekla, evo, uspel mi je preboj. Jaz mislim ful hitro, ko sem se jaz odselila takrat, ko sem te kufre spakirala in šla v Egipt, ko nisem nobenega poznala dol in nič, jaz mislim, da pa ni 2 mesecih je bilo meni zelo. Meni je bilo hitro jasno, da sem se pravo odločila. Veš kaj, ponavadi vsega malo vprašam še. Zanima me, kakšen je tvoj pogled na to, kaj je vrhunski produkt? Ko povežeš v bistvu vse faktorje, ne? Da imamo čustva, da imamo dušo, da imamo in jaz mislim, da v bistvu, ko delaš eno zadevo s strastjo, ko greš out of the box, in ko si seveda 100% committed, se pravi predan temu, potem pride vrhunskost. Kaj je vrhunski marketing? Isto kot se nekla zdaj, ko v bistvu dovolj inteligentno dopušteva v bistvu vse te sfere. Dream business, verjetno to, kar počneš, ne? Zaenkrat je po mojem to, ampak vem, da mislim, sem skoraj sigurna, da me bo peljalo še na zanimiva pota, ta life. Sem v flowu. Ful mi je bilo zabavno. Mi bi po mojem lahko še debitirali, ja? Mislim, lahko probava še nazaj graditi.